En lep pozdrav vsem skupaj, še posebej tistim, ki ste bili včeraj 17.1. na delavnici celodnevni okoli Lanacoin ekosistema, denarnic in vsega zraven, kar ni bilo v agendi. Hvala še enkrat vsem za udeležbo, za to, da vam olajšam setup vaše stegerske denarnice. Bom danes pripravil en kratek, upam, da tudi jedrnat video posnetek, se pravi povzetek vsega, kar je bilo včeraj narejeno. Kot rečeno, imamo spletno stran, ki je namenjena točno temu, da vam zadevo predstavim. Se pravi, wallet.lana.me je mesto, kamor greste, kjer najdete vse potrebne informacije. Jaz sem si postavil eno tesno virtualno okolje, v katerem bom vam zadevo lahko predstavil. Pa bomo šli po ta dolgi poti danes, ko bo treba malo časa, po potrpežljivosti dati, ampak rezultat bo seveda na koncu jasen. Skratka, wallet.lana.me je mesto, kjer dobite vse informacije, kako si zadevo vzpostaviti. Bom na kratko samo preskrolal, zadevo imamo navedeno po korakih. Nekatere opcije tukaj so za naprednejše uporabnike, treba si vzeti čas, zadevo prebrati, naštudirati, pa boste na koncu suvereni in wallet bo one way or another zalaufal. Pa gremo kar od začetka. Skratka, najprej si morate prenesti Lanacoin namizno denarnico iz našega repozitorija. Zadeva izgleda takole. Tukaj imate več opcij. Se pravi, ker je vodič primarno namenjen za Windows uporabnike, se bomo danes fokusirali na to. Na samem repozitoriju pod releases imamo več verzij Linux Windows denarnice. Se pravi, tale datoteka je dejansko zagonska datoteka. Tale datoteka zip je ista datoteka zapakirana v zip paket in si lahko v bistvu program za zagon prekopirate oziroma postavite na lokacijo, kamor vam pač paše. Za najbolj preprost način je pa seveda pripravljen installer, se pravi, to je v bistvu neka zagonska datoteka, ki vas skozi par korakov vodi skozi postopek namestitve samega programa. Pa bomo šli kar skozi tega. Prenesemo datoteko Lanacoin install, zdownloadal vam ga je, vkolikor vam tale okenček slučajno zgine, takole, brez panike, več načinov je, kako vzeti program ta najdete. Večinoma, praktično vsi spletni brskalniki, od Edgea, Firefoxa, Chroma, Bravea, Opere, vse vam v bistvu prenose iz spletnega brskalnika shranjuje v mapo vašega profila z imenom downloads oziroma prenosi. In tole je ta mapa. Vkolikor jo tukaj ne najdete iz kakršnekoli razlogov, se vedno nahaja vaš računalnik oziroma angleško verzijo Windowsa imam, C-disk, users in tukaj je ime vašega profila, s katerim se prijavljate v sam operacijski sistem. In je tukaj vedno downloads folder. In točno tukaj najdemo tudi install file. Dvoklik. Če vas pozove varnostno opozorilo, ga enostavno potrdite in sledite navodilom. Ker je vodič moj operacijski sistem v angleščini, bom tudi jaz nadaljeval v angleščini, ker večinoma stvari, s katerimi se boste srečali v ekosistemu celotnem in kriptovalut, je vse več v angleščini. Seveda, večjezična podpora je vedno tam v obliki avtomatskega prevoda znotraj spletnega brskalnika ali pa selektorja znotraj same aplikacije oziroma spletne aplikacije. Izbrali tudi namizno desktop shortcut, z tega, da imamo program vedno na voljo na namizju. Next, se pravi, tukaj vidimo prevzeto lokacijo, to je lokacija, kamor se praktično v bistvu vsi programi, ki jih inštalirate, kakršenkoli software inštalirate na operacijski sistem, se vam inštalira v program files. Gremo install, počakamo, zadeva bi mogla biti v par sekundah fertik. Zdaj pa zadeva taka. Zdaj ne bom še prižgal denarnice, bom skočil nazaj na navodila. Sprav, zdaj smo prenesli Lanacoin denarnico in smo jo namestili. V naslednji fazi nas sistem poziva, da si prikažemo skrite mape v Windowsih. To večina uporabnikov ne potrebuje, je pa nekaj, kar se boste danes naučili, ker vam bo malo odprlo oči, kje vse se določene datoteke v Windowsih shranjujejo, od takšnih in drugačnih aplikacij programov. Jaz bom za potrebe lažjega razumevanja nadaljevanih korakov kar prižgal denarnico, pa jo bom hkrati tudi v nadaljevanju ugasnil.
Prav, tukaj imamo zdaj poziv, da ali želimo denarnici oziroma programu dovoliti dostop do omrežja. Seveda, to tle ni stvar opcije. Če želimo komunicirati z internetom oziroma z omrežjem, je treba to dovoliti. To je enokratna potrditev in s tem, ko smo dali allow, program je tle malo se pomanjšal. Zdaj bomo v nekaj sekundah dobili že prvo povezavo v omrežje, pa bodimo malo potrpežljivi. Tukaj imamo status. Zdaj v bistvu denarnica kliče neka semenske IP naslove oziroma DNS naslove in poskuša skomunicirati z samim omrežjem. Tako, pa bomo zdaj še malo počakali. Če bo, ker imam tudi jaz v bistvu že na tem omrežju, na katerem sem povezan, že neke denarnice oziroma nek program že laufa, je včasih program malo zmeden, ker v bistvu zdaj on išče samega sebe, nekako bi se rekel temu. Ampak v eni točki bomo neko povezavo dobili. Pa ne bomo zdaj na to čakali. Bomo na meniju File, Exit šli ven iz denarnice, da gremo lahko na korak 2. Ker v končni fazi je namen tega videoposnetka, da vam pokažem, kako pohitrite postopek prve sinhronizacije vaše denarnice. In bomo dali Exit. Zdaj gremo pa na točko 2. Se pravi, kako zdaj pogledati, kam je Lanacoin program ustvaril neko mapo in noter neke datoteke. Odpremo raziskovalec, lahko ga odpremo tudi pri kakršenkoli drugi poti, gremo pač tukaj na raziskovalca, ampak cilj je isti. Se pravi, raziskovalec, na tele pikice kliknemo, tukaj imamo opcije, malo razširimo zadevo in gremo na meni View oziroma Pogled. In tukaj imamo takoj na začetku Show Hidden Files, Folders and Drives, se pravi prikaz skritih datotek, map in pogonov. Pa damo Apply. Pa še ena opcija, ki jo v vodiču nimam, skri extensione za znane vrste datotek. Se pravi, kaj so v bistvu file typesi oziroma vrste datotek. Se pravi, primer bom dal. Fotografije so ponavadi .png, .jpeg, filmi so ponavadi .avi, .mov, .mp4, skratka, teh končnic je ogromno. PDF recimo je zelo znana .pdf, .docx je recimo Word dokument, XLSX je recimo Excel tabela in tako naprej. In jaz bom zdaj tole poklukal, zdaj da nam bo v raziskovalec od tega trenutka dalje kazal, kakšna je dejanska končnica te datoteke. Ker končnica te datoteke je asociirana, povezana v Windowsih z nekim izbranim programom. Se pravi, če imate vi .pdf datoteko, vam jo po vsej verjetnosti odpira Adobe Reader ali drug pregledovalnik PDF datotek. V večini primerov znajo pa tudi spletni brskalniki že odpirati vsi .pdf datoteke. Tako, zdaj imamo to potrjeno. In kaj se je zdaj tle spremenilo? Bom šel zdaj kar na glavni korenino C diska. Vidite, tukaj zdaj so neke stvari sive ratale. Sprav, tale je bila prej skrita, program data, jih prej nismo videli. Vse ostalo, kar je odebeljeno, je bilo že prej vidno, zdaj so pa še določene sivine ratale, da se tako zrazim. In gremo spet na meni Users, to sem že prej pokazal, mojemu profilu je chain, download je bil že prej viden, zdaj pa vidimo tukaj, kaj vidimo tukaj novega. Neka datoteka user.dat, to jo bomo pustili, jo tudi ne morete zbrisati, ker je povezana z vašim profilom. Iščemo pa iz naslova vodiča, bomo v nadaljevanju pa tudi videli, kjer bomo rabili najdeti na koraku 4 šele. Pa gremo, mičkam bom mogoče včasih malo skakal levo, desno, ampak to je moj prvi vodič na to temo, zato hvala za razumevanje pa potrpežljivost. Skratka, najprej moramo prenesti Bootstrap datoteko. Pravi, bomo kar ročno prenesli, ker danes je vodič ročno. In če se postavim z miško, vidite točno, da na lanacoin.net Bootstrap datoteko iščemo. No, tukaj sem že svoj lasten bug najdel, ker sem pozabil včeraj, ko sem delal tole spletišče, popraviti URL tele datoteke. Pa bom zdaj samo kopiral link, v nadaljevanju bo link na pravo lokacijo. Pa ga bom prilepil,
hkrati se pa naučimo nekaj novega. Jaz v bistvu tole mapo sem odstranil in sem dal zadevo direktno na korenino te domene in če tole popravim, bi mogla zadeva je dol. Ok, tole je malo nenavadno, zakaj ok, pa še tiskarski škrat. Skratka, to, vidite, vsi se motimo, vse je v redu, ta zadeva je bila včeraj spravljena skupaj v neki eni urci in sigurno kakšen bug bom še najdel. Sprav boot, ja, tiskarski škrat. Bootstrap, najbolj da natipkam kar iz nule. Skratka, v nadaljevanju, preden bo šel tale posnetek živo, bom zadevo že popravil, zdaj pa bo. Evo, zdaj se je pa začela Bootstrap datoteka prenašati in kot vidite je velika 590 megabajtov. Bootstrap datoteko v bistvu se pripravi iz delujoče denarnice, se nekako eksporta stanje verige blokov na današnji dan oziroma včerajšnji dan v tem dotičnem primeru 17.1. Se pravi, ta datoteka vključuje celotno verigo blokov Lanacoina, datirano 17.1.2026 v času celodnevne delavnice. Pa počakamo, da se tole v miru prenese. Še enkrat ponovim, prenašajo se te vse stvari v brskalnikih, kamor karkoli downloadate v spletnem brskalniku, se v mapo downloads, oziroma jo najdemo tudi tukaj. In kot vidite, Lanacoin program je odprej tu, zdaj pa čakamo, da se tale datoteka celoti prenese in izloži v celoto, kar bo pa v naslednjih par sekundah. Hitrost prenosa je seveda tudi odvisna od hitrosti vašega interneta, no in zdaj imamo to preneseno. Zato potrpežljivo. Skratka, tole smo že inštalirali, zdaj imamo pa Bootstrap datoteko. Pa jo bomo zdaj zaenkrat pustili na mir. Skratka, zdaj, če gremo povzetek, prenesli smo denarnico, prikazali smo skrite mape v Windowsih, prenesli smo Bootstrap datoteko, zdaj imamo pa že naslednji korak. Pa bomo najprej poiskali tole mapo v AppData, sprav Lanacoin mapo v, takole je pot, to zdaj iščemo. V Windowsih je ogromno načinov, kako priti do nekega rezultata oziroma do nekega cilja. Zdaj vsak ima neko svojo pot, obstajajo bistveno lažji koraki, hitrejši koraki kot zaženi in neko komando noter napišeš, ampak to mi bolj informatiki uporabljamo. Pa gremo zdaj po vrsti. Gremo na users, naš profil. Če imate več uporabnikov računalnikov, boste imeli tudi več vnosov tukaj. Nekateri boste videli tam uporabnik, nekateri Peter, karkoli vam je ime, ponavadi je ime vaše tam. In iščemo tole sivo, se pravi preiskrito mapo AppData. V nadaljevanju gremo na roaming. In tukaj je zdaj datoteka folder Lanacoin, datiran. V tistem trenutku je nastala ta mapa, ko smo prvič denarnico pognali. V tem mapi bomo najdeli polno enih datotek. Pa bomo šli na hitrico, samo povedal vam bom, kaj je iskreno povedano za vas pomembno. Spravi, wallet.da datoteka je najbolj pomembna in edina v bistvu realno pomembna datoteka za vas tukaj in bomo tudi v nadaljevanju v naslednjih korakih videli, da je to pač v bistvu vaš tošelj. Skratka, tale tošelj, ki sem ga jaz zdaj pripravil, oziroma denarnica, je trenutno prazen. Zato v teoriji jaz lahko tole datoteko zbrišem suvereno, ker vem, da ni gor nobenih kovancov, da si nisem naredil varnostne kopije prej, nisem zašifriral te denarnice. Skratka, v bistvu je vse tukaj noter realno v tem trenutku odveč, ker mi imamo šele zagon denarnice oziroma programa in nimamo še nobenih coinov gor, v bistvu si pripravljamo denarnico za prvo sinhronizacijo. Pa bom vse pobrisal in bom temu primerno tudi v nadaljevanju koš praznil. Zdaj je pa naš cilj, da mi spravimo Bootstrap datoteko iz naslova tukaj. Zdaj moramo kopirati, kar smo prej prenesli, sem noter v ta AppData roaming folder. Pa gremo nazaj, poiščemo downloads, datoteko lahko kopiramo ali jo pa izrežemo iz trenutne lokacije. Zdaj izrežemo jo, če jo ne bomo več rabili, lahko si pa ta file pustite, če bi slučajno kdaj rabili ga spet. Jaz bom v tem primeru kar premaknil zadevo. Pa gremo nazaj na users, chain, AppData, roaming,
Lana Coin, kjer smo pobrisali vse skupaj in prilepil sem noter. No, zdaj imamo, kje smo zdaj? Na točki 4, skopirali smo zadevo, zdaj bi bil pa čas, da spet tošlo prižgemo nazaj. Pa bom šel na namizje, kjer imam bližnjico, če slučajno bližnjice nimate, kliknite Start, če ste šli po z Lana Coin installer, vam je instaliralo program. Lana Coin, okay. In jo tlele nekaj najde, če slučajno tudi lejo ne bi najdel, jo boste najdel v program Files, Lana Coin, tale program. Tole je pa deinstalacijski program. Tisti, ki bi si boste pa prenesli v bistvu iz repozitorija neko zip verzijo, pa bom še to na hitrico pokazal. Skratka, bom zdalo do še direktno zagonski program, ga prenaša, pa še zip verzijo. In to se je vse zdaj prenesel v mapo Downloads. Skratka, tole instalacija, ki smo jo prej rekli, se pravi, tale file je majhen, ki ga pa poženeš, pa odpakiraš, se pa naraste vse skupaj en paket. Skratka, tale datoteka je ekvivalentna tisti, ki jo imamo mi že inštalirano. Če pa v tale zip pogledamo noter, bomo pa videli, da je v bistvu noter točno ta program, Lana Coin Qt.exe. Skratka, to je vse ista stvar. Inštalacija, direktno zagonski program ali pa zip datoteka, ki jo ekstrahiramo. Zdaj, kako ekstrahirate, je tudi odvisno od tega, kater program za ekstrakcijo zip datotek imate. Pa bom šel kar po privzeti Windows poti. In kaj se je zdaj zgodil? Iz telega zipa mi je nastal tale folder, kjer je noter program. Skratka, poti je več, na koncu dneva je vse ista zadeva. Pa dajmo zdaj kar iz namizja pognati Lana Coin denarnico. Še prej se bomo pa postavili nazaj v pozicijo, da boste videli, kaj se bo zdaj spremenil, ko bom jaz enostavno pognal spet program. Prej smo tukaj vse pospucali, vse pobrisali, še kož bom pobrisal, da boste videli, da sem res odstranil vse te stvari. In zdaj imamo tle v app data roaming Lana Coin folderju izključno bootstrap datoteko. Pa dajmo odkole malo umakniti. Pa bom sam zagnal program, pa ga ne bom niti pustil takole. Pomanjšal ga bom takoj, a ste videli, kaj je zdaj. Se pravi, 9.57 je zdaj bootstrap datoteka je tle še vedno, ustvaril se je nov wallet dat, neki logi, pa database, pa log noter, pa transaction level database. In tlele bojo stvari zdaj ratele malo vesele. No, zdaj gremo pa na bistvo. Skratka, mi smo zdaj v bistvu preskočili en element pri sinhronizaciji Lana Coin denarnice z celotnim omrežjem. Spravi, če bi mi bootstrap datoteko preskočili, bi se denarnica v bistvu začela povezovati v peer-to-peer omrežje Lana Coina in od ostalih uporabnikov, ki že laufajo to denarnico, pridobivati informacije v celotni zgodovini te naše transakcijske knjige. In ta postopek bi trajal 24 ur, lahko tudi več, odvisno od hitrosti interneta, računalnika, več faktorjev, skratka. Ker smo pa mi zdaj bootstrap datoteko v bistvu prekopirali v direktorij denarnice, se bojo pa zdaj informacije celotnega stanja omrežja uvozile in portale. In bomo zadevo pokazali. Skratka, v tem trenutku nimamo več synchronizing, ampak importing blocks, ker denarnica je prepoznala bootstrap datoteko in jo posledično uvaža vse te informacije iz tega fajla. In če gremo v help debug, bomo videli, da v tem trenutku smo na sinhronizaciji bloka 1126. Lana Coin jih ima pa že 1 milijon transakcijskih blokov. Se pravi, zdaj smo na fazi, kjer mi čakamo, da se ta import naredi in ko bo import končan, bomo tukaj na kar na 15.900 je skočili. Skratka, stvar laufa. Ta proces bo trajal 1 urco in ga za potrebe videoposnetka ne bomo čakali. Ko bo import končan, razliko, se pravi iz včeraj na danes, se pravi 17.1. je bila denarnica oziroma bootstrap datoteka ustvarjena, vmes se je pa seveda en dan zgodil, se pravi, tisti del bo pa iz omrežja pobral.
Ne vas nič ne skrbi, ker imam jaz tukaj nič povezal, sem že prej povedal, da sem na istem omrežju trenutnem, kjer imam je že Lana Coin denarnico, že obratuje, taka tesna in v tem dotičnem primeru zdaj v bistvu poskušam moja denarnica klicati nekam na ven, v resnici pa dobivam informacijo od mojega setupa tukaj, češ kam bi se pa ti rad povezal, se si že tle. Zato vam še enkrat tukaj bi rad mogoče poudaril, če imate v domačem okolju 5 računalnikov, 2 prenosnika, ne laufat na istem networku 4 tošene, ker niste nič naredili, sami se po skledu pluvate, sam težave boste imeli tehnične, nič drugega. No pa, če zdaj naredimo, gremo na naslednji korak, to bo v vsakem primeru, če zdaj le ugasnem, pa potem prižgem, bo nadaljevala zadeva. To je samo to, da vidimo, da zadeva laufa in se bloki importajo iz datoteke. Omrežnega prometa nimamo, to bomo v nadaljevanju malo spoznali še kaj pomeni, pa ne bomo šli v drobove, ker to je res za naprednejše uporabnike, pa gremo pogledati malo spet vodič naprej. Skratka, zdaj prenesli smo denarnico, pokazali smo mape, prenesli smo datoteko, kopirali smo jo na pravo mesto, zdaj bi bilo pa fajn, da mi v bistvu naredimo backup pa šifrirane denarnice. Zdaj, praviloma bi mogli najprej zašifrirati denarnico, ampak backupov lahko delate več, zato je čisto vsem, kako se lotimo zadev. Pa daj pokažemo, kako izgleda varnostno kopiranje denarnice. Na meniju file oziroma datoteka imate backup wallet. Če greste po tej poti, si izberete lokacijo, jaz bom za potrebe testa backup naredil kar na namizje, zdaj, ampak kaj je to realno dober backup? Ni, ne, ker je na istem kompjuterju, kakor je že originalen wallet, to pomeni, da je v bistvu ta wallet backup čist brezpredmeten, zato predlagam, da si nabavite ključek ali 2 ali pa 3, odvisno koliko res dober backup želite imeti, in si enostavno zbackupirate to na zunanji USB ključek. Moram poudariti eno stvar, se pravi, backup ni enokratna procedura in potem pozabite na to, ampak ob vsaki večji spremembi samega denarnice je zaželeno narediti backup. In zdaj bom jaz pač poimenoval si ta backup po eni metodologiji, treba je pa samo vedeti, da če backup postavljate nazaj na novo denarnico na drugem računalniku ali obnavljate, ker se vam je sistem sesul, karkoli že, je treba vedeti, da mora biti v formatu wallet z 2 mileji, .dat format. Zaradi sledenja, kdaj ste kjer backup ustvarjali, je pa dobro narediti en sistem, ponavadi je to dober način, nek datum, spravi 18. januar 2026, podčrtaj Lana wallet PC. Tako. In imamo zadevo na namizju. Se pravi, če gremo zdaj na namizje pogledati, imamo tlele ta file. Lahko si tudi zbackupirate takole, pa ga pol enostavno copy-pastate na USB ključek. Zdaj bom pa pokazal eno zadevco. Skratka, če pogledamo velikost te datoteke, wallet.dat mora biti, če je vse klapa, spravi, tukaj smo zdaj v roaming folderju in ta backup, ki smo ga naredili, v bistvu naredil isto stvar, kakor če bi jaz naredil tlele copy, pa prilepil sem pa pol preimenoval. In če to drži, mora biti tale velikost datoteke identična tele, ker je ista datoteka. Pa pogledamo lastnosti in drži. Zdaj bomo pa nekaj naredili. Zdaj bom pa pokazal denarnico, pa v praksi, kako zdaj izgleda v štošelj, vaša denarnica. Se pravi, receive so vaši naslovi za prejemanje. Date jim lahko poljubno oznako. Tukaj imate label, to pomeni tale adres LX4 je privzeti, ki se je zgeneriral ob zagonu samega programa. To pa ne pomeni, da vi ne morete narediti tlele takole. Prva, bom preimenoval kar neki. To je vse vaša preferenca. In lahko kopiram adreso, lahko pokažem QR kodo in si že kar nekaj nakažem. Ali pa rečem nov adres, pa bom rekel otrok 1. Recimo, da boste imeli še primer dan. Otrok 1. Nov naslov. Pa bom naštancal ene parih. Otrok 2. Pa brat. Pa sestra.
pa skratka, pa family wallet. Da se nekaj razumemo. To se zdaj že na prvi pogled zgleda, vsak ima svoj tošelj. V resnici pa to ena datoteka in v bistvu ste vi in charge. In gremo zdaj pogledati, če se je kaj spremenil v wallet datoteki. Mogla bi narasteti. Nimamo še nobenih kovančkov gor. Skratka, točno, drobni tisk, tudi jaz nisem vse vednež, pa včasih kakšno stvar pozabim. Skratka, te naslovi vsi, pa bom zdaj kar malo gasno tošel, so se vsi v bistvu zapisali samo noter v to wallet datoteko. Pa bom zdaj še enkrat prižgal program, pa se tudi malo učimo skupaj, pa pogledamo, če je kaj se spremenil. Ker v bistvu wallet dejansko samo hrani v bistvu ključe, tako da tukaj zdaj neke kvantne mehanike zadeva ni. Tukaj vmes še enako zanimivo, smo spet malo skočili nazaj na to sinhronizacijo. Se pravi, tale datoteka se nič ni spremenila v velikosti, tale BLK datoteka pa, kot vidite, tukaj raste, ker se iz kompresiranega stanja v bistvu ekstrahirajo, baza raste v bistvu, se skupaj cel, vidite, tukaj je zdaj že ogromno enih datotek, ratuje, ker se zadeva uvaža iz tega fajla. Zdaj bomo šli pa spet nazaj na točko backupa, se pravi, mi smo zdaj ustvarjali nove denarnice, oziroma nove pare ključev znotraj našega walleta. Lahko si te naslove komod nekam skopirate, pošljate po mailu, karkoli, ker to je vedno vaš adres. Še za family, takole, kot vidite, so unikatni. Zdaj bom pa pokazal eno stvar. Veliko je tudi govora v naši delavnici okoli backup besed, mnemoničnih sidov, determinističnih denarnic, privatnih ključev, javnih ključev, privatnih ključev. Skratka, tole je vaš public, to je vaš bančni račun. Zdaj ta bančni račun ima tudi nek ključ. Pa bom jaz kopiral tale bančni račun, pa vam pokazal eno stvar, kako pridete do privatnega ključa, ker tukaj, če vidite datoteko wallet.dat, pa bomo šli kar na backup pokazati, če vi tukaj zdaj to poskušate znači odprt, dvoklik bom naredil. Kaj zdaj narediti? Zdaj Firefox verjetno ne bo nič pametnega iz tega naredil. Beležnica bo pa mogoče kakšen input dala. Pa jo bom kar uporabil in boste videli, da je tle kar noter en špoh. Da nima ne glave, ne repa. Ampak to je pač struktura samega walleta. In tle noter so zašifrirane takšne in drugačne stvari. Pa gremo zdaj spet na bistvo nazaj. Še enkrat, jaz malo skačem levo desno, vse lahko pauzate, grete nazaj, pogledate še enkrat, se to je bistvo tega videoposnetka. Pa bom šel na help, debug window, pa na konzolo. Tukaj imate pa v bistvu noter vse možne komande, ki jih je ta denarnica, ta program sposobna speljati, pa ker jih na pamet noben od nas ne ve, bom dal help in vam bo vrgel ven polno enih komand. Skratka, tole so vse možne operacije, ki jih izvaja, ne bomo šli v podrobe in tole ni tehnični videoposnetek, kjer zdaj se vas jaz naučim, kako se zdaj dela svega iz svašta. Ampak mi rabimo dumpat private key, hočemo dobiti private key za naš adres. In sem si izbral tega LI5F7U itd. Še enkrat ga bom kopiral, just in case. In bom poiskal tlele komando, ki nam dumpne private key iz našega Lanacoin adresa. In sem ga že najdel na začetku. Se pravi, dump priv key. In bom zdaj dal DUMP PRIV KIY, prilepi naslov, pa enter. In kaj smo dobili? Vrgel nam je sistem ven privatni ključ za ta adres. Bom celega prekopiral, kopirati in si ga lahko tlelele v nekem formatu, takole separiral. In lahko dejansko zdaj vi ta private key uporabite druge. A se razumemo? To je point tega. Če se vam da vzeti čas, vi si lahko zdaj v bistvu tudi iz tega naredite QR kodo in si jo sprintate. Skratka, bottom line, da veste, da so načini, kako dobiti private key. Z tega tošena v Lanacoin Wonder in v MemoSefine aplikacijah vam že po defaultu generiramo na secure way te ključe,
in dejansko tega postopka ne rabite upeljevati. Toliko, da se malo naučimo teh osnov, pa dajmo mi zdaj to malo zaprt, pa enostavno počakamo, malo pogledamo vmes, kako tole napreduje. Kot vidimo, smo že kar daleč prišli, se pravi, smo že na skoraj 100.000 blok importu od milijon pa še nekaj, kjer smo danes. Gremo malo nazaj na vodič, skratka, backupe smo obdelali, pokažem še enkrat zadevo, skratka, dajmo še en backup narediti, ker imamo na današnji dan zdaj že en backup narejen, ga bomo enostavno še enkrat backupirali, pa bomo šel kar na isto lokacijo, pa bom kar povozil ta file. Tako. Zdaj pa pomemben element. Ta datoteka wallet.dat je enako, še enkrat podarim, isto kot to, sem da sem poimenoval. In zdaj, če gremo mi zadevo malo pogledati z druge perspektive. Ker nismo še denarnice zašifrirali oziroma kriptirali, če tole datoteko ali backup vam kdo odtuji, pa niste zašifrirali denarnice, vam bo brez problema spraznil tošelj ali vse vaše tošeljne wallet adrese, ki jih imate gor, če imate lane gor. Zato tle ne pravim, da je dobro imeti narejen šifriranje denarnice, ampak je obvezno. Se pravi, gremo kar takoj v akcijo, pogledamo, kaj tle piše, backup smo zdaj osvojili, zdaj gremo pa šifriranje. Da vidite, kako smo lepo slikca, ključki. In gremo na Encrypt Wallet, izberite močno geslo, priporočamo 12 znakov z mešanico 4 simbolov. V končni fazi bi bilo pa dobro tudi, če je samo, ne vem, 3 številke, boljš kot nič. Pa se razumemo, šifriranje je must do. Priporočila so tukaj, ne izgubite tega gesla, napišite si ga na papir, pa ga spravite skupaj z USB ključkom zraven, v kamorkoli že mislite. Samo predlagam, da si geslo napišete, pa ga potem prepišete. Pa še en protip, nikoli ne začnite nobenega passworda ali šifriranega gesla bilo kje z številko 1. Mogoče v prihodnosti malo razložim, zakaj se tle gre. Pa dajmo zašifrirati in kriptirati denarnico. Jaz bom zdaj naredil glih kontra, kar sem rekel, samo zaradi potrebe testa, pa bom dal 1, 2, 3, 4, 5 geslo, ker je itak prazna denarnica in ne bom uporabljal. Ok, opozorilo, če zašifrirate vašo denarnico in izgubite tole pasfrazo oziroma geslo, boste izgubili dostop do vaših coinov. A ste prepričani? Da. Lana coin program se bo zdaj zaprl, da začne kriptirni proces. Pa zapomnite si, encrypting your wallet cannot fully protect your coins from being stolen if your computer is infected. Ja, tle imamo zdaj spet panika. Res je, ampak je to absolutno dejstvo so, da računalnik je lahko kompromiran v tistem trenutku, ko vi že v bistvu to počnete. Se pravi, nekdo prestrega vaše gesla, vaše inputa, bere vaše stvari, krade vaše datoteke. Tega jaz nimam vpliva na to. Tudi presep nimam na to vpliv, lahko se samo trudimo, pa ohranjamo neko dozo higiene, ki bi to v bistvu nekako preprečila. Ampak v resnici nič ni več varno na internetu, samo igramo lahko igro in se trudimo biti higienični. Pa dajmo zašifrirati tole. Skratka, program se je zdaj zaprl. Gremo malo pogledati, če se je kaj spremenil. Kot vidite, je neka sprememba datoteke, ki se je zdaj zgodila. File je v bistvu spremenil velikost. Ne me vprašati, zakaj se je zmanjšal za 8 KB, pač tako je. Bottom line, zdaj v vsakem primeru gremo še enkrat ponoviti, backupi so pomembni. Če jaz naredim tole, pa dam copy, pa dam tlele paste, prilepi, je ta file različne velikosti, ker je to star backup in mi smo zdaj šifrirali denarnico in v resnici ta starega backupa več ne rabimo, ker smo zdaj glih razkopirali aktualen backup šifrirane denarnice. In bom tega zbrisal, ker je obsolet. In zdaj tega, ki ga imam kopijo, komod preimenujem v kar hočem. Ne morete pa wallet.dat datoteke preimenovati
v roaming Lana Coin folderju, medtem ko vam denarnica laufa, ker takrat je wallet v uporabi. Pa dajmo tole dokončati, 08 2026, Lana PC1, whatever. Tako. Dobro, kje smo zdaj? Tukaj bo še zanimivo. Tle bom pokazal samo del odpiranja, pa zakaj je to pomembno ali ne. Skratka, zdaj sem zadeval spet program za laufu. In če pogledamo settings menu, vidimo, da Encrypt Wallet enostavno ni več na voljo, ker smo to že naredili. Pa dajmo še en backup narediti. Backupov ni nikoli preveč. Overwritamo zadevo. Kaj je pa zelo pomembno? Se pravi, v nadaljevanju boste na enega od naslovov ali na več njih depozit naredili izmenjalnice iz druge denarnice, ali vam bo kdo poslal. Skratka, od kje boste coine dobili, tle ni predmet tega tutoriala danes, ampak bottom line, ko boste enkrat kovance poslali na adreso, pa ko bojo dozoreli, se pravi, ko se bojo usedeli na vaš tošelj, če tako rečemo, boste želeli začeti procese stakinga. Je pa, ker imamo pa šifrirano denarnico in vsakič, ko mi program zaženemo, poudarjam, program mora laufati skozi na kompu, računalnik ne sme zaspati. Če crkne, izpad elektrike, karkoli, boste mogli ga zaštartati, pa ključnega pomena odkleniti. In bom zdaj šel pokazati vam, kako odklenete tošelj za staking. Settings, lahko menjate geslo, če vam ni več, občutek pravi, da ni več varno. Unlock wallet, imate tle eno kljukico. Kaj ta kljukica pomeni? Če jaz odklenem zdaj wallet 1, 2, 3, 4, 5 samo za staking, sem ga odklenil samo zato, da se staking začne, oziroma da ga sploh avtoriziramo. Okay. Coinov še nimamo, nismo še sinhronizirani, nimamo povezave v mreže, ta wallet ne bo nikoli stakal, to je samo za trening. Pa bom zdaj nazaj ga zaklenil, da vam povem, kdaj ta gesel vi rabite. V prejemanju ga ne rabite, ker tole kodo, adresa lahko vi postate, pošiljate komor hočete in bo kdorkoli na svetu lahko poslal lani. Nič ne more tega preprečiti. Ko pa vi pošiljate kovance, se pravi na nek naslov, pa ne dobro za enega tle svojega uporabu, se pravi, v tem primeru, ko vi pošiljate kovance, pa jih zdaj ne moramo, ker jih nimamo tle gor, are you sure, ja, a vidite, on je vsem poskuša poslati, ampak itak bo na koncu rekel, da ni v balansa. Se pravi, šifro rabite vnesti v primeru, ko zapuščajo kovanci vašo denarnico. In zdaj 1, 2, 3, 4, 5 tipkov, valjda ne bo šlo, ne gre eno lano poslati, če je 0 balance. Skratka, lock wallet, nazaj ga bom zaklenil. Zdaj bom pa pokazal razliko med unlockanjem walleta za staking ali pa permanentno v narekovajih unlock. Pa bom dal to kljukico stran. Sprav, polno odklepam denarnico. To naredite v primeru, da imate tisti dan plan v naslednje pol urce na polno nekaj pošiljati na okolo kovanca iz vaše stakerske denarnice. Pa da ima 1, 2, 3, 4, 5. Ok, in zdaj sem odklenil za staking in splošno odklenil denarnico. In če grem zdaj na pošiljanje, pa poskušam ponoviti to vajo, bo šlo kar direkt v pošiljanje, ampak seveda ne bo se zgodil, ker ni coinov. In kot ste videli, smo zdaj v bistvu tisti del odklepanja preskočili, ker je wallet že odklenjen. Seveda ga, če je to ne morem zakleniti, da ne bi karkoli bilo, ga spet lockate, pa spet unlockate, pa kljukica za staking je po defaultu tle vklopljena. In zdaj smo odklenili samo za staking. Tako, gremo malo nazaj na vodič pogledati, tudi jaz malo švežim, ko vse še malo narediti. Port 7506 bom razložil, zakaj to je. Se pravi, vsaka komunikacija v internetu, vse spletne aplikacije, internetni brskalniki, vse laufa po eni komunikacijskih portih oziroma vratih. 7506 je TCP port za omrežje Lana Coin. In tukaj imate v bistvu lepo napisan, pa bom na hitrico sam pokazal. Skratka, vi imate zdaj stakersko denarnico odprto, trenutno,
promet na noter morate vi odprt, se razumemo. Se pravi, da omrežje lahko z vašim walletom, pa ne z vašimi sredstvi, da lahko z vašim walletom omrežno komunicira na noter, morate odprt vrata oziroma port 7506 na dveh koncih. Eno je na nivoju vašega firewalla oziroma požarnega zida, ki je del Windowsov ali Linuxa, vsi operacijski sistemi imajo nek firewall. In gremo slediti z desnim klikom na omrežno ikono, Network in Internet Settings, počakamo, da se naloži, pa na Ethernet, pa tlele dol na firewall, ki je že, se tudi jaz lovim včasih, evo ga, Configure Firewall and Security Settings, in se spet, yes, in zdaj se nam bo odprl spet naprej in gremo spet na Allow an app through the firewall, ali pa v Advanced Settings. In v tem primeru gremo v Advanced Settings. Ja, kar kompliciran se sliši, ampak enkrat to usvojiš, ti je marsikaj več jasen. Skratka, odpirati promet na noter v smer našega kompjuterja na vratih 7506. In temu se reče inbound, oziroma dohodno pravilo. Kliknemo na njega. Programa, vidite, smo že prej avtorizirali, da komunicira na ven. Zdaj ga moramo pa mi še spustiti not na specifičen port. In damo na inbound rules, desni klik, new rule in sledimo. Se pravi, tukaj v tipičnem primeru routamo port in ga izberemo. Next. Izberemo kakšen transportni protokol, TCP. All local ports, no way. Specifičen port nas zanima. 7506 je LANa peer-to-peer. Allow connection. V kjerenkoli omrežju pač smo. Če ste na fiksnem računalniku, pa imate pač private network, lahko tudi poklukate, ampak načeloma je isti učinek. Pa bomo zdaj pomenovali rule, zato da če jih pač gledamo, da jih lahko ločimo. LANa peer-to-peer 7506 TCP. Rečemo port LANa P2P za boljšo povezavo, za povezavo v omrežje. To je opcijsko. Vam bo pa ta komunikacijski port odprt, bistveno izboljšal povezljivost v omrežje, in če boste najdel stakerski blok, ga boste zaradi tega tudi bolj učinkovito oddali v omrežje in učinkovitejše komunicirali s preostalimi participanti. Ker ključ je do tega, da če vi najdete stakerski blok, da čim prej informirate ostale participante, da je nov blok nastal. In če boste prvi to naredili, boste obvestili ostale in bojo to sprejeli. In če bo v 10 milisekundah za vami nekdo isti blok najdu, mu bo omrežje reklo, sorry, imam že podatek o tem bloku, tvoj blok je žal neveljaven, in bo pač ta drug staker rekel, wallet njegov, sorry, to je orphaned blok, bi se rekel temu, nek osiromašen blok, ko bomo to v eni fazi tudi pokazali, kako to izgleda, če vi nastakate blok, ki že v omrežju obstaja. Tukaj to ni recept, kar zdaj delamo za tega, da boste vi zdaj garantirano boljš stakali, da se razumemo. To je samo boljši connectivity. Pa gremo dokončati tale proces. Skratka, in tle se je zdaj tale inbound rule pojavil, ga lahko odpremo, pač nima veze, vse ostalo, protokoli in porti 7506, that's it. To lahko zdaj vse zapremo. Zdaj pa še en zelo pomemben element. Kot sem prej, gremo tukaj kar nadol. Skratka, tle imate neka osnovna navodila pol, kako to še na požarnem zidu oziroma firewallu oziroma vašemu routerju. Routerje imate doma ljudje takšne in drugačne. Velika večina vas uporablja usmerjevalnike, routerje, požarne zide, nad firewalle in tako naprej. Od operaterja, se pravi, modem je vaš router. Zdaj tega ponavadi boste mogli nek tiket odprt na operaterju, če želite, še tam odprt 7506, boste pa mogli povedati IP naslov od vašega računalnika, pa zelo zaželeno, da se ga na routerju fiksira. Ker če vi zdaj odprete v internetu port na vaš kompjuter, pa se IP naslov vašega kompjuterja na lokalnem omrežju spremeni, seveda ne bo ta port forwarding oziroma network address translation šel skozi. Pa bomo hitro se sem pokazal, se pravi, odprete start menu, napišete cmd, to je command prompt,
in damo tukaj le ipconfig, ipconfig, enter in sem prišel do zaključka, da je tole moj address oziroma IP lokalni naslov. To ni moj internetni IP naslov, to je moj lokalni. To je sprav, moj router je tole, ki je dal meni tale IP naslov in soseden računalnik, drug laptop, mobilni telefon ima pa pač 192.168.73, neki, se razumemo. To je vse odvisen od kakšen setup imate doma, a imate svoj router ali imate operaterskega. Jaz imam pač svojega, lahko pa seveda testirate, pa na koncu je vse skupaj to urejeno. Sprav, tle vam odpre novo spletno stran, ki prepozna vaš IP naslov in zdaj boste eno stvar videli. Jaz tukaj, to je ta wallet, kot sem že rekel, ta zadeva je že pri meni zrihtana. In zdaj, če sem jaz zrihtal tako, kot se treba, vse te stvari, potem bo tukaj zelen. In je bo zdaj v bistvu 7506 od odzuni preko servisa Can You See Me pogledal, a mi dela ta vrata. Pa sem čekal port. In praviloma, tlele ne bi smel biti nič, ker sem jaz zdaj na drugem IP naslovu, ker imam dva routerja tukaj, eden je pač za ene potrebe, en za druge potrebe, jaz sem zdaj pač na networku, ki tega nima. No pa, skratka, to je vse prav, se razumemo. V mojem primeru tukaj je vse prav. Lahko vam pa pokažem eno drugo zgodbo. Če smo že, pa dajmo čim več povedati pa pokazati. Pa bom zdaj par semenskih nodov po pingu, pa jih bomo probali. Najprej moramo ugotoviti, na katerem IP-ju so. Ping, node, seed1.lana.coin.com, bi se mogli nekaj vrniti. In bom zdaj tale IP naslov jaz označil in bom šel nazaj na tale Can You See Me, oziroma imam tudi neke druge servise, port checker. Tako, tle bom jaz zdaj lahko imel možnost izbrati IP naslov, pa 7506, pa check in tle pa port open, ampak to je seed node, spravi, to je hardcodirano v tošelj in te nodi se pač trudimo, da so skozi online, vsaj 4. No in če gremo na hitrico pogledati še seed 2, pa bomo, ta se ne odziva na ping, nič narobe, eni imajo ping zaprt na ven, na node, pardon. Pa pogledamo, če se vrata delajo. A vidite, port je pa odprt. Pa pogledamo, dobro. Niso odzval na ping, ne, ampak vrata so pa 7506 odprta, se razumemo. To je vse stvar setupa. Še tega pogledamo. Tale mislim, da je trenutno offline, nisem pa zdaj 100%. Ja, drži. Noč hudega. Skratka, se razumemo. To je zdaj preko interneta trkamo na vrata vašega internet porta, pa sprašujemo, ali gre 7506 do našega kompjuterja skozi. Pa recimo, da večinoma vas tega ne bo šla delati, spravi odpiranje teh portov, ker je mogoče to malo too much za vse skupaj. Bomo pa zadevo pač pogledali. Skratka, zahteve za staking, morate imeti polno sinhronizirano denarnico, naša trenutno se ne sinhronizira, ampak importa bloke, ko bo import končan, bo nadaljeval v omrežju. Odklenjena denarnica, pa če morate odkleniti, to sem že povedal, kovanci morajo biti zreli, dozoreti, ko pristanejo na vašo denarnico, mora biti 8 ur približno tam čičati. Ne pričakujte, ko boste prve coine na sinhroniziran wallet dobili, da bojo kar čez 5 minut že nekaj nastekali. Ne bo šlo. Pa mora biti odprta 24/7, to je to. Skratka, preverite sinhronizacijo, odklenite, pustite denarnico odprto, preverite status. Tlele sem vam pripravil en približen kalkulator, tole je bila initial fiksna nagrada, zdaj je že 500, se pravi pred halvingom, halving se je že zgodil, ker imamo blok milijon pa še neki, pri 525.600 blokov se je pa razpolovil, se pravi iz 1000 na 500 in 500. Skratka, na približno vsakih 5 let bo šla ta fiksna nagrada, pa seveda na znesek, ki ga boste imeli, ne na walletu, na znesek, ki bo v staku v času, ko boste vi blok najdeli, se pravi 500 lan plus 7% na tist value, ki je bil v staku. To je zelo težko razložiti, iskreno povedano, ne se preveč obremenjevati. Če boste nastakali blok, boste nastakali blok. Nimamo tukaj garancije.
To ni masternode omrežje, to je pač odprto staking omrežje za vse. Imate tudi nek eksperimentalni kalkulator, ki vam približno pove, koliko LAN, če imate, pa to je včeraj bilo narejen, se pravi, če imate milijon LAN v narekovajih, eksperimentalno, pričakujete dnevno, tedensko, mesečno, letno toliko LAN. Tako, to temelji na težavnosti, fiksni nagradi in upoštevanja, skratka, to je eksperimentalni kalkulator. Tukaj imate še ogromno enih frequent asked questionsov, ne, ni obvezno, priporočeno, to sem že povedal, skratka, v resnici tutorial ali pa ne, če bi vse tole prebrali, bi enostavno izpeljali sami. Ali je pomembno, da prenesete? Le zgodovino transakcije, seveda preveri vsak blok pred uvozom, tako, nekaj vam moram še absolutno pokazati, ker to, da imate vi zdaj program odprt, super, ampak večinoma kompjuterjev je narejena tako, da zaspi računalnik po nekih 15, 20, 30 minutah, zato je dobro, da vam pokažem še power management nastavitve, kjer poskrbite, da res računalnik ne bo šel v hibernacijo ali stand-by. Ekran vam lahko zaspi, ne sme vam pa komplet zaspati. Start menu, power oziroma napajanje in imate tlele najbolj simple, je če greste na tale gumbek power, sleep and battery settings in potem tlele v power modu je zdaj balanced, če date vi tukaj best performance, ne bo zadeva šla spat. Screen timeout, se pravi, moj ekran se ugasne lahko za spančka, da ne bo v svetu brez veze, po kolikor minuta vam paše, to je, ja, no problemo. Lahko gremo pa semle pogledat, imate tukaj ene priporočila, ampak kot rečeno, to so energy efficiency priporočila, zato best performance smo zbrali tle. Lahko pa seveda se da tudi fine tunati zadevo, ampak probam, da je ta tutorial čim bolj simple za vse. To je z moje strani to. Skratka, backupe smo obdelali, import smo obdelali, tole sem povedal, zakaj je s connectivity, v tem trenutku nimam, lahko ga pa bom se malo poigral, pa vam bom še pa pokazal, ampak tale postopek bo definitivno trajal še kakšno urico pa pol, ampak je vse odvisno tudi malo od koliko imate dober hard disk, koliko imate hiter kompjuter. Ne bom dal vam recepta zdaj, koliko dober računalnik, bom rekel, ampak enih 300-400 evrov je pa treba za kompjuter dati, da imate eno spodobno mašino za staking. Zdaj, je to laptop, namizni računalnik, mini PC, to je čisto stvar preference pa vašega prostora, tako da laptopi so načeloma čisto cool, ker so pač prenosni, če pa imate kakšen spare kompjuter, pa da glih ni iz predpotopnih časov, je pa tudi vsega da lepo na novo naložiti, da imate clean mašino, se pravi nov operacijski sistem, virus free in podobno in enostavno ponudite tisto gajbo, če ne drugega za pol leta, pa pol mogoče kaj drugega nabaviti v nadaljevanju. Tole bi bilo iz moje strani vse za ta trenutek, jaz bom dale to v ozadju pustil, da laufa, pa kot rečeno, wallet.lana.me, pa pokažemo še za konec par spletnih strani naših, kjer najdete polno informacij, pa gremo šli na .com je naš, kar skopiral, da se nam matro tok, tako, lanacoin.com, .net, sedmička, ja, .org, to je vse, realno, od Lanacoina, takšne in drugačne informacije, lahko greste malo z našo asistentko pogovarjati se, pa gremo na ai.lana.me, pa tlele Lano, kje vprašate, zdravo Lana, kako si, lepo vas prosim, kot sem že omenil, bodite prijazni z umetno inteligenco, ker da ne boste kregani čez par let, ko bo malo bolj sinergična. Pa ne, Lana, ta čas malo premisel, kaj nam bo danes odpeljala, nekaj informacije vam tudi servira, koliko je težavnost in tako naprej. Network je pa itak skozi online. Pa seveda, ne pozabite se imeti fajn, zato pejte na Mejmo se fajn, pa ga bom kar pogooglal, ker smo itak prvi, ker se sam mi znamo še zgledati imeti fajn, pa dajmo te švije. Evo, Lana je vmes ogorila, sem super, hvala za vprašanje, sem na čelu Lanacoin nekega sistema, sem skozi pripravljena pomagati. Lana ve ful veliko, lahko je kaj vprašate,
Pa naj zamer, če kaj miksne. Vsi se motimo, vsi delamo napake, sprejmimo jih. Skratka, tle imate pa vse v našem novemu svetu, s katerim enostavno morate biti del tega, ampak one step at a time, one block at a time. Lepo se imejte, uživite, pa hvala za vašo pozornost. Pa lepo nedeljo.